Lepo pozdravljeni! V današnjem prispevku bomo pozornost namenili prehrani hišnih ljubljenčkov. Kako poskrbeti, da bodo naši hišni ljubljenčki zdravi in lepi, bo za vas odgovarjala Iris Selan, doktorica veterinarske medicine. Najbolj pogosta napaka, ki jo delajo lastniki pri prehranjevanju in zaradi česar imamo veterinarji v naših ambulantah največ dela, je ta, da prekomerno v narekovajih skrbijo za svoje živali s tem, da jim dajejo hrano od mize pri naših obrokih, da jih prevečkrat na dan nagradijo, da pretiravajo v količini obrokov, zato ker so veseli, ker živali veliko pojedo, da se potem posledično tudi premalo gibajo, da pozabijo, da so naše živali v osnovi mesojedi, da morajo žvečiti, da morajo gristi, kar pomeni, da jim lahko pripravijo obrok, ki ni pasiran, ki ni zmehčan, tako da se živali potem lahko krepijo tudi svoje dlesni, tudi čistijo svoje zobe. Predvsem pa imamo največ zadreg s tem, kot sem že omenila, da je količinsko obrok prevelik in so potem živali posledično predebele. Po naših statistikah, ki jih nekako imamo v veterinarski medicini, je odstotek predebelih živali že zelo blizu 50%, kar seveda pomeni velike težave tudi glede zdravja. Lastniki uporabljajo vso vrsto svojih izdelkov, predvsem preveč začimb, ki vemo, da živalim škodujejo. Uporabljajo tudi bistveno preveč soli, zato ker dejansko pripravljajo obrok za naše okuse, kar za naše hišne ljubljence ni primerno. Uporabljajo bistveno preveč maščob, preveč delikatesnih izdelkov, preveč govejih beljakovin, saj vemo, da prebavila naših hišnih ljubljencev nimajo encimov, ki bi dobro presnavljala goveje beljakovine, zato se velikokrat pojavljajo prebavne težave ali alergijske težave, ki se kažejo kot izpadanje dlake, srbečica, rdečica na naših kožuhih. Vemo, da so predebeli organizmi bistveno bolj podvrženi problemom s sklepi, bistveno bolj podvrženi sladkornim obolenjem, težavami z ledvicami, težavami s srcem. Ker so predebeli, se premalo gibajo, tako da se dejansko pojavi nek začaran krog, iz katerega lastniki sami, brez pomoči veterinarja, ki predlaga dietno prehrano, sami skoraj ne znajo. Veterinarka nam je v nadaljevanju razložila, kakšna je ustrezna in uravnotežena prehrana za pse. Veterinarji smatramo, da je pravilna in pravilno uravnotežena industrijsko pripravljena hrana, ki vsebuje pravilno razmerje vseh potrebnih hranilnih snovi, ogljikovih hidratov, proteinov, vitaminov, mineralov, maščob, v takem razmerju, da živali imajo pravilno prehrano v vseh svojih starostnih obdobjih. Pomembno je namreč to, da so različna starostna obdobja tudi z različnimi potrebami po hranilnih snoveh. Mladiči imajo popolnoma drugačne potrebe po prehrani, kot pa recimo starejše živali, aktivne živali, pasivne živali in predvsem seniorji. Zato je tudi hrana prilagojena tako, da so vse te snovi v pravilnem ravnotežju. Tudi velikosti briketov, konzervic so različne glede na velikosti naših hišnih ljubljencev. Glejte, kaj ste dobili. Gdje ima palčka tukaj za zobeke, da boš imela lepe zobeke? Velikokrat se pojavlja tudi vprašanje, kaj naj lastniki izberejo, ali konzerve ali brikete. Veliko ljudi ima tudi odpor do briketov, ker smatrajo, da so preveč suhi, da so preveč pusti.
veterinarska stroka zagovarja obe vrsti, tako konzerve kot brikete, s tem, da jaz osebno vedno rečem, da so briketi najbolj elegantna oblika za to, da lahko potujemo, zato ker ne potrebujemo hladilnikov, lahko jih uporabljamo tako poleti kot pozimi. Pomembno je tudi to, da ne smemo potem hrane dati direktno iz hladilnika živalim, ampak da je treba hrano pogreti ali v mikrovalovni pečici ali pač v neki posodi z neko tekočino zraven. Če imajo živali obrok v obliki briketov, je potrebno zagotoviti zadostno količino vode, ker so po briketih bistveno bolj žejne. Nekateri se odločijo samo za eno vrsto hrane, nekateri se odločijo za obe vrsti hrane, kar ni popolnoma nič narobe. Pomembno pa je to, da so mesojedi nekoliko bolj občutljivi, kar se tiče sprememb in oblik hrane, tako da dejansko naj se odloči vsak lastnik pri sebi, kaj živali ustreza, zato da žival nima nobenih prebavnih težav, ali drisk, ali zaprtja, bruhanja, napenjanja, da se ne praska, da se dobro počuti. V čem se hrana za mladiče razlikuje od hrane za starejše živali? In ali s hrano za mladiče lahko hranimo starejše živali ali ne? Hrana za mladiče je bistveno bolj kalorična, vsebuje tudi več prebavljivih maščob, zato ker se mladiči še razvijajo, ker morajo rasti. Obratno pa hrana za starejše živali, to je nekako starostno obdobje nad 8 let, predstavlja tisto obdobje, ko so potrebe po beljakovinah, po mineralih, po soleh, po maščobah bistveno manjše. Organizem takrat dejansko je že v obdobju nekega počivanja, zato bi kakršnakoli hrana z obratno velikimi vsebnostmi maščob in kalorij predstavljala lahko resne zdravstvene težave za naše seniorje, tako pri psih kot tudi pri mačkah. Prosim, povejte, kako je s številom in količinami obrokov za mladiče in odrasle živali? In kaj tukaj lahko svetujete vsem lastnikom hišnih ljubljenčkov? Število obrokov je seveda pri mladičih tam nekje 4 do 5-krat na dan, potem se z odraščanjem to število obrokov zmanjšuje. Predlagamo pa, da imajo tudi odrasle živali vsaj 2 obroka na dan, zato da se želodec lepo pravilno obremenjuje, da ni preveč obtežen prebavni sistem. Pri mačkah je nekoliko drugače. Tiste mačke, ki niso preveč požrešne, imajo lahko hrano stalno na razpolago, tako da si same od sebe potem odmerijo, kako veliki so ti obroki. Pri psih pa je pomembno, da smo mi tisti, ki določamo število obrokov. Kar se pa tiče količine, je pa seveda zdaj se odvisno od starostnega obdobja in pa od vsebnosti, ki jo prehrana vsebuje. Vsak proizvajalec v svojih navodilih na embalaži zagotovi obrok, ki naj bi bil količinsko pomemben za dnevno količino, tistega pa potem mi sami razdelimo na število obrokov, ki ga imamo. Hišne ljubljenčke velikokrat nagradimo s kakšnim priboljškom. In kaj je dobro vedeti pri teh nagradah?
Predvsem pa moramo vedeti, da ima tudi vsaka nagrada že določeno količino kalorij, kar je zelo pomembno v dnevnem obroku, saj je v primeru, da žival večkrat na dan nagradimo, potrebno paziti, da ji ne dodamo še enako veliko količino dnevnega obroka, kot ga ji sicer dajemo vsak dan. Saj to velikokrat pripelje do tega, da se živali izmišljujejo, ali bi pojedle svoj običajni obrok ali ne, oziroma pri tistih, ki so požrešne, vodi do debelosti. Ali je v redu, če hrano, ki je namenjena za pse, dajemo mački in obratno? In v čem se pasja hrana razlikuje od mačje hrane? Pogosto je tudi vprašanje, ali je hrana, ki je pripravljena za mačke, primerna tudi za pse in obratno. Načeloma tukaj ni posebnih razlik, so pa seveda okusi, ki jih uporabljajo pri psih, in okusi, ki jih uporabljajo pri mačkah, to se pravi različne vsebnosti beljakovin, v hrani nekoliko drugačne. Mačke so tudi nekoliko bolj zbirčne, zato so njihovi obroki pripravljeni kot nekoliko bolj ješči. V osnovi pa ni nobenih težav, če bi to zamenjali in bi recimo naš muc pojedel kdaj pasje brikete in obratno naš kuža pojedel kdaj mačjo konzervico. Zdaj ima daš enega lipčko? Ja, si lepa punča. Lepa. Čuj, pridna. Prišli smo do konca prispevka, zato vas vljudno vabimo k ogledu drugih prispevkov na spletni TV. Hvala za pozornost in nasvidenje.